Na skorajda povsem severovzhodnem delu Prekmurja v občini Šalovci, v tamkajšnjem središču v naselju Šalovci pričenjajo z izgradnjo ekonomsko-poslovne cone, katere namen je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki potrebujejo nove razvojno-poslovne infrastrukturne kapacitete ter prinašajo nova delovna mesta v lokalno okolje. O projektu Iztok Fartek, župan občine Šalovci. Že dalj časa razmišljam, kako zadržati ljudi, predvsem pa je to prvi pogoj, da zadržimo ljudi na podeželju, da se ustvarijo dom, je delovna mesta. Zato smo se tudi odločili, da kandidiramo za evropska sredstva, predvsem za izgradnjo obrtne cone. Pomeni ekonomsko-poslovna cona v Šalovci, ena najpomembnejših investicij v občini za naslednje obdobje, ker s tem želimo komunalno opremiti celotno poslovno cono in nekako vabiti in pa privabiti čim več podjetnikov, investitorjev in s tem zagotoviti čim več delovnih mest v občini. V začetni fazi smo planirali večjo poslovno cono, v usklajevanju z ministrstvi pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta smo se odločili za 3 hektarje, pa nekaj veliko površino, s tem, da imamo možnost potem v nadaljevanju tudi poslovno cono širiti v skladu s potrebami posameznih investitorjev. V tej fazi pa seveda želimo privabiti čim več podjetnikov, storitvene dejavnosti, potem kmetijske dejavnosti in pa drugi primerni dejavnosti, ki tudi sodijo na naše območje. Za projekt vreden nekaj več kot 1,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 570 tisoč evrov. Hkrati s tem projektom pa načrtujejo še druge, med njimi ureditev in posodobitev regionalne ceste skozi Šalovce. Finančni konstrukciji se mora upoštevati finančne zmožnosti občine in zaradi tega smo tudi seveda kandidirali za pridobitev evropskih in pa državnih sredstev. Moram povedati, da smo s strani Evrope imamo odobreno 570 tisoč in pa seveda še tudi delež države. Predvsem smo pa morali premisliti dobro, ker imamo v načrtu večjih investicij, med drugim je tudi ureditev državne ceste skozi Šalovce, kjer smo tudi že podpisali sporazum z ministrstvom za infrastrukturo in vrednost tega projekta je dobri 2,5 milijona in tudi tukaj mora občina sofinancirati svoj delež, tako da poleg tega pa seveda imamo še druge načrte, druge investicije na območju občine, predvsem v turistično dejavnost, tako da smo morali prav se potruditi pri pridobivanju sredstev in pa tudi seveda pri zagotavljanju lastnega vira soudeležbe. Navkljub pandemiji s COVID-19 ter ukrepi povezani z njo, pa ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Še zlasti ne na področju turizma, kar nam je pojasnil župan občine Šalovci Iztok Fartek. To je najbolj veseli podatek, vsaj zame, ker je veliko ljudi v lanskem letu, ko so pač lahko prihajali in koristili vavčere tudi na našem območju, spoznali ta naš lep del Slovenije, Goričkega in posebej sem vesel, ker so se nekateri potem tudi naknadno še vračali, brez tega, da bi koristili vavčere in z veseljem napovedujejo, da bodo tudi prihajali v letošnjem letu, takoj ko bo to možno, saj nas nekateri že kličajo, da bi že radi prišli, ampak predvidevam, da bodo ukrepi spoščeni in bodo pač vsi imeli možnost priti na naše območje, ki je nekako čudovito, so vsi zadovoljni tako z ponudbo, kot tudi za infrastrukturo in pa predvidevam, da če bi nas več državljanov poznalo, bi tudi več ljudi prihajalo v naše kraje. Kako pa se globalna kriza rezultira skozi družabno življenje in dejstvo, da so občina Šalovci in posledično njeni občani zelo oddaljeni od središča države? Saj tudi v lanskem letu smo sicer nekaj prireditev tudi uspeli izvesti, predvsem v sklopu projektov, ki smo jih tudi izvajali. Ugotavljam, da seveda ljudje zelo pogrešajo državnost, ki smo jih pač pa tudi prireditve, ki smo jih v preteklosti izvajali, ampak glede na sprejete ukrepe se poskušamo vsi v čim večji meri tega držati, v upanju, da se bodo čim prej zadeve končale in da bomo lahko vsaj nekako poskušali normalno zaživeti in pa tudi delovati. Se pa to pozna na našem območju, kot večkrat pravim, na odrinjenem od države pozabnjenem območju, še posebej, ker tudi javni promet in vse ostale dejavnosti so zelo okrnjene, zato smo že v preteklosti tudi nekako vlagali v ta področja. Posebej sem vesel, ker smo tudi lansko leto uspeli pridobiti
v projektu Električni avto, ki v veliki meri pomaga najbolj ranljivim skupinam, ljudem, ki so pač sami, da jih lahko v teh časih tudi vozimo na razne ustanove, do zdravnikov, na cepljenje, v trgovine in pač vse, kaj rabijo, in nekako usmeritve iz preteklosti so se pokazale, da so bile zelo dobre, čeprav smo včasih ali pa so nekateri tudi včasih malo dvomili o tej odločitvah, o nabavah ali pa vlaganje v določene področja. Občina Šalovci s svojstvenimi značilnostmi, ki jo oblikujejo, ne le v naravnem, temveč tudi v družbeno-kulturnem smislu, z navedenimi projekti želi spodbuditi razvoj Goričkega ter na takšen način zadržati mlade doma ter izboljšati demografsko sliko tega območja.